Tokrat so mi dali pa fantje res težko nalogo. Mene so poslali, da najdem idealno počitniško destinacijo po zimi. Pa da je toplo, da je pocen, pa da je dosti blizu, da se ne leti predaleč in da se dece nadere na avionu. Mislim, pa kaj sem jaz, vse mogočen. Ampak ja, sem si vzel nekaj dragocenega časa, recimo 2 do 3 minute, in se spomnil na en vulkanski otok, ker iz izkušenj vem, da tam, kjer so vulkani, avtomobilisti najdemo najboljše ceste in najlepše lokacije. Koga brigajo otroci, glavno, da mi uživamo, tudi če kozlajo po vseh tistih ovinkih. Zdaj sem pameten, ja, upam, da me moja ni slišala. Ampak kaj mi korist dopust, če se moram samo prilagajati ves čas? Vse imajo tukaj tudi bazenčke, med katerimi pa so redki dejansko ogrevani, ker otroci pač rabijo vsaj 26 stopinj. No, zrak jih pa ima toliko dol na obali. Če ne piha, ker tukaj ves čas piha. Kje? Ja, zdaj bi pa ja že lahko pogruntali, no. Na otoku Tenerife sem, največjem od Kanarskih otokov. Kar je najhuje pa to, da so mi dali za vse skupaj 500 evrov. Zdaj se pa znajte. Ok, letalska karta 200, pot 100, spanje 40 evrov na dan za 4 osebe, ampak ker se sam je to 10 evrov na enega, potem rentakar 20 na dan, en tam goriva slabi 40, super, za hrane mi ostane še cirka 10. Te lepice so po evro pa pol, ker jih imajo ravno v akciji, torej je to za kalkulator 6 dni, pa še za en pir mi ostane. Še huj pa je, da nima snemalca in moram pol vse narediti sam. Ah ja, ok, gremo lepo po vrsti. Najprej avto. Želel sem nekaj lokalnega, seveda, ker sem v Španiji in to je Seat. Ampak v poplavi vseh avtomobilov, ki jih ponujajo in so dejansko poceni, mi je najbolj padel v oči tale. Ibiza Cesar Manrique Edition. Umetniki že leta 87 poslikajo Ibico in lani se jim je zadelo vredno to ponoviti. Nastala je tale zadeva, zelo eksotična, samo 96 teh avtov je na svetu in samo na Kanarskih otokih so pri enem od rentakarjev, tako da se lahko za male pare pohvalite, da ste vozili res ekskluziva. Torej, odlično porabljen denar. Motor je pri vseh isti. 1.2 TSI, bencinski s 85 konji, kot piše v prometni, in tukaj res rabite turbo, ker so ceste zelo strme in nekateri avti komaj sopihajo v klance. S tem nimam težav. Super vleče, nisem ravno najhitrejši, sem pa med bolj varčnimi in opaženimi. 6 litrov imam porabo, tukaj v klance 10, pa ne, da se kaj posebej sekiram, prej sem našel liter benzina za 88 centov in seveda takoj nafilil tank za gorivo. Se pa mojemu avto kar pozna, da ga matrajo številne roke. Pa sploh ne mehansko, vse skupaj v bistvu odlično deluje. Menjalnik je še vedno kot nov, da o odličnem motorju sploh ne izgubljam besed. Tale predelava je malo bolj tako, se vidi, da je nekaj narejeno naknadno, čeprav usnje deluje debelo in kvalitetno, izgleda pa itak čist posebno. Pri otroških sedežih pa bodite malo bolj zahtevni pri najemu, čeprav je zastonj. Tale je čist zjahan in umazan in ni ravno najbolj primeren za otroka. Ja, Seat je res priljubljen avto tukaj in bi bilo čudno, če bi bilo kaj drugače. Sem pa našel še eno podobno z nami Slovenci in sicer tukaj na vseh otokih jih je malo več kot 2 milijona, podobno kot pri nas, in se prav tako ne morejo zediniti, kje bi bilo glavno mesto. Ja, pa so določili kar 2. No, zdaj pa pogledajte, zakaj boste morali priti sem. Vidite tistle hribček tamle za mano. To je 3. največji vulkan na svetu, če ga merimo od morskega dna. In najvišji vrh Španije, 3718 metrov meri Teide. Ja, in malo več kot naš Triglav. Haha, ampak tukaj gre cesta na 2300 metrov nadmorske višine in seveda je nora. Ves čas se peljete kar po vulkanu, nekje celo mimo kraterjev, ki sploh niso tako stari. Tale recimo vse tole zmetu ven pred malo več kot 100 leti. Cesta sploh ni tako ovinkasta, kot bi si najprej mislili, ker je vulkan precej položna gora. Samo pozna se, da je večji del že precej stara in takole lepo trese, da niti ne veš, če je kdaj kakšen potres, da bi pobegnil nazaj v dolino. Ne morem se nagledati lave in vseh skulptur, ki so tukaj nastale. Ko bodo do konca obnovili cesto sem gor, bo verjetno ena najlepših, po kateri sem se kadarkoli peljal.
Ampak pazite, ni edina. Poglejte tole, ki pelje do Maske, kjer se je prav tako poigrala narava z vulkani in ustvarila vse tole pred mano. Vmes pa se je človek dovolil speljati tale špaget, da se lahko mi peljemo in čudimo, kje živimo. Za otoke, ki so nekje 100 km in več oddaljeni od Maroka, so se borili že Portugalci, Danci, Angleži in celo pirati, ki imajo zatočišče tam spodaj. Oziroma so ga imeli. Očitno jih ni bilo strah vulkanov. Ampak prevladali so Španci, zato danes tukaj plačujemo z evri in se pogovarjamo po evro tarifi, vozimo pa avte z nemško tehnologijo. Ja, Seat je sicer znamka, ki jo je španski državni holding ustanovil že leta 1950 in bi se skoraj imenoval Seat, potem bi ga lahko prevzel Fiat, na koncu pa ga je leta 90 v celoti Volkswagen. Danes imamo avte, ki so večinoma poimenovani po krajih v Španiji in Ibiza je njihov najbolj uspešen model. Več kot 4 milijone so jih naredili do te 4. generacije, ki se tudi kmalu poslavlja. Veste, kaj je najbolj zanimivo? Da so na številnih testih zanesljivosti Španci z Ibizo prehiteli Polota in Fabio. Se do takšnih raziskovanj človek vedno nekaj nauči. Recimo, da otoki nimajo imena po kanarčkih, ampak kvečjemu ptiči po njih. Samo ime pa ne bi pomenilo otok psov, čeprav si tudi eno maroško pleme jemlje zasluge za to ime, ampak imajo Španci pse tudi v grbu, tako da nekaj bo že na tem. Ibiza je pa super za te ovinke. Ne morem verjeti, da še vedno deluje tako lahkotno. In spet moram povedati, da je za avtomobiliste tukaj ena težava in sicer, da je na cestah ogromno turistov, ki so z najetimi avti štorasti kot sloni. K sreči je skoraj vse okrog otoka že avtocesta, ampak vse en kdaj izgubi živce. In nekatere križišča so tako nerodna, da sem se čez njih namenoma zapeljal še enkrat, da sem videl, če sem prav mislil prvič. No, zdaj pa mislim, da je to. Ok, sem nas povedal. Je kaj pa za otroke, kam lahko gredo, če se lahko igrajo? Kaj smo mi, vdaje za družino ali v avtih? Saj to vse gre skupaj. No super, pol evra mi še ostane, to mi zihar odpre vsa vrata. Pa še avto moram vrniti. Koga?